Narod moj, če sem čisti iskren, me je zadnje čase malo skrbelo za Janeza Janšo. Ta teden nobenega ne toži, nikjer ni nobenih shodov, že dolgo ni nikogar v parlamentu obtožil, da je alkoholik. Nič, miruje. Bal sem se že, da se je za vekomaj preselil na Barbados in tam začel pisati zbirko svojih pesmi. Janez, daj napiši že enkrat nadaljevanje Noriškega kraljestva. Nisi George R.R. Martin, da te bomo 10 let čakali. Ta teden me je veliki osamosvojitelj pomiril, svojo pomladno stranko je priredil zimske olimpijske igre za člane in simpatizerje. Pa ste še ujeli sneg, Janez? Tako kot se za pomladno stranko spodobi, smo imeli tudi zimske igre v pomladnem vzdušju. Se pravi, niso bile zimske olimpijske igre, ampak samo en kup tepcev, ki bi radi smučali na travi. In kakšne discipline ste imeli na olimpijskih igrah SDS-a? Kaj, biatlon po Murglah? Parta mladih na smuči pa prosta palba? A je bila ksenofobija čez tehnične ovire? Desni slalom, kjer greste samo po desni strani zastavc? Mogoče kakšno štafeto na neznanem kraju ob neznanem času? Zdaj ste imeli hitrostno fotokopiranje in lepljenje arhivskih dokumentov na 100 metrov, ne? Kaj pa sankanje po snegecu? Koliko prav pomladni, oziroma pomladnek, vaš pomladek, hokej na bledu. Jaz sem slišal, da si, Janez, ti ful dober v noriški kombinaciji, kjer sta zmešani disciplini jahanja in paranoje. Dobro, dosti teh primerjav. Lahko bi pa šli en bob z 8 kolesnikov, če že ni snega. Zdaj za tabo vidim eno znano hribovje, Janez. A mi lahko poveš, kako se imenuje? Ne spomnim se najbolj. Prej so mi rekli, da se jim reče Svinjske planine. Svinjske planine? To pa ne poznam. Zakaj pa tako ime? No, vem sicer zakaj, ampak če od tam gledajo sem na to stran, nam zavidajo, so nam fovš. Ne vidijo, da lahko smučamo, hkrati pa imamo že pomlad. Mi pa gledamo tja in se čudimo, od kje so dobili ime. Tudi ti ne veš. Mene v bistvu bolj zanima, kako so ljudje na Svinjski planini imenovali vašo planino, kjer ste smučali na travi. Oklepniški vrh, gola glava ali pa planina jebi Maslešo. Jaz sam vem, da niste bili na Begunjščici, ker se mahnič zjokal od strahu pred komisirje. No, zdaj pa nazaj na igre. Sem slišal, da vsako leto zmaga ista ekipa. Skoraj kot da bi igre organizirala Rusija. In kdo je zmagal letos? Mogoče te Korošci letos to presekali. Ne vemo rezultatov. Niso bili vnaprej planirani tako kot prijemi. Pa nas pošteno tekmujemo. Kaj ti je pa Ema naredila? Niso oni krivi, da se Jožica in Jožica niste uvrstili v finale. Čeprav ga pa razumem, da ga žuli Ema. Omar je arabsko ime. Ne morem begunca poslati na Eurovizijo. Kaj ste nori? Janez meni, da bi bilo veliko bolje, če bi v Kijev poslali 2 otroka, ki ima še niso pognale kocine. Imata pa čisto slovensko ime. Be cool. Čeprav mogoče pa Janez prav, ne? Kaj pa, če je tudi Ema murgelska zarota in je bil izbor enako nelegitimen kot zadnje volitve? No, več o tem bomo izvedeli v novi knjigi Janeza Janše. Kdo so tisti, ki tam pojejo? To pride kmalu. Hej, živjo, Jure tukaj, to je naš YouTube kanal. Kliknite na ta gumb in se naročite, da boste na tekoče. A ja, pa polajkajte nas na Facebooku in na Twitterju. In vsak četrtek ob 10:30 nas pogledajte na Planet TV. Po pameti!